Otroci so naše največje bogastvo, a bliskoviti tehnološki napredek je temeljito posegal tudi v njihovo otroštvo. Otroška igrišča se danes le s težavo kosajo z videoigricami in telefoni, čeprav slednji najverjetneje povzročajo veliko škodo odraščajočim možgančkom. Od tod tudi želja, da bi sodobna otroška igrišča predstavljala otrokovo vez z naravo, da bi spodbujala njegov motorični razvoj in gibljivost. Takšno je tudi poslanstvo naslednjega gostitelja, ki v svoji delavnici ustvarja nekonvencionalna lesena otroška igrala in otroške sobice, s katerimi želi otrokom vnovič približati gibanje in naravo. In zato tale hiška na Goriškem ni samo lepa, topla in elegantna, ampak je eno samo veliko igrišče na veselje nas otrok. Katja in Marko živijo. Marko, odkot ljubezen do lesa? Že kot mulj sem dosti modelaru, pa potem se nekako fokus usmeril v šport, smo dosti rolali in z ekipo popravljali rolkarske poligone in tako. In ko smo šli v Ljubljano, smo ugotovili, da ni nič dobrih pogojev tam za delati in smo se odločili, da bomo to prevzeli v svoje roke. In smo zgradili športni center Urban Roof in v bistvu vse sami naredili z lesa, rolkarski poligon, plezalno steno in tako naprej. Tako da nekako skozi hobije se je to razvijalo. No. Kako opažate, da se otroci sicer odzivajo na les, na stik z lesom? Ne vem, mi smo vedno radi bosi, zato tudi smo dali parket po tleh, recimo, otroci so vedno bosi, nismo jezni, recimo, če se zavojo nogavice in to. Tako da jaz mislim, da ga imajo kar radi, no, in pač vse, kar je bilo narejeno, radi uporabljajo. Otroške sobe so bile še deležne posebne pozornosti, ker otroška soba je, kako bi rekel, v hladnih ali pa deževnih dneh postane neke vrste notranje igrišče za otroke, ne? Ja, hoteli smo, da bi imeli otroci čim več možnosti za gibanje in zato je potem nastalo to, da je Marko začel razmišljati malo kako in kaj in so potem se razvile te otroške sobe, da omogočajo čim več gibanja otrokom. Les s svojimi grčami in teksturo privlači tudi otroke. Naš sogovornik pri ustvarjanju lesenih sobic prisega na brezovo vezano ploščo, ki jo kombinira z masivnimi elementi hrastovega, jesenovega ali češnjevega lesa. Pri zunanjih igralih prisega na akacijo, ki je v okolici ne manjka. Ob akaciji nadvse rad poseže tudi po slovenskem macesnu in hrastu. Marko, sicer po nazivu profesor športne vzgoje, želi s svojimi izdelki otrokom in odraslim približati željo po gibanju. To se odraža tako v otroških sobicah kot zunanjih igralih, ki s svojimi privlačnimi zasnovami in materiali spodbujajo aktivnost otrok. Tudi otroški sobici najmlajših 2 članov družine Pajnik sta tako nekaj posebnega. Pa smo ju prosili, da nam jih razkažeta kar sama. To je moja soba, tukaj imam hiško, tukaj je postelja, tle sta 2 predala in tle se pride gor. Tako, tle imam dosti pliškotov. Tam je miza, tam so 3 predali, 2 za ustvarjati, 1 pa za šolo. Hvala, jaz imam tle hiško, to je moja soba. Tle je pač omara, drevo in tle imam že take lojtrce. Tle imam tako lokuto. Imam še tle lojtrce, naprim gor. Tle pa še luknja, lahko greš še sam gor. Otroci danes bolj kot kadarkoli potrebujejo bližino naravnih materialov in možnost prostega gibanja. Epidemija novega koronavirusa je še dodatno ohromila gibalno sposobnost otrok, kažejo nedavne meritve športno-vzgojnega kartona. Naš sogovornik se posledic pomanjkanja gibanja pri otrocih še kako dobro zaveda, zato jih želi z atraktivnimi igrali spodbuditi k gibanju na prostem. Eden njegovih zadnjih projektov je gozdna učilnica v Gorici, ki otroke in odrasle vabi k preživljanju časa v naravi.
Zakaj pa gre pri projektu Gozdna učilnica? Ja, gozdna učilnica je bil v bistvu ideja participativnega proračuna v mestni občini, ki je dobila največ glasov in se je potem občina odločila to izpeljati na pobudo učiteljice iz osnovne šole. Kar se meni zdi pomembno je tudi to, da so igrala namenjena širšim starostnim skupinam, to se pravi, da imajo in najmlajši kaj za delati in tudi malo starejši že. To se pravi, z dizajnom iščemo neke čim širše možnosti uporabe, no? Tako da to, v bistvu, uporaba lesa, kar ima trajnostni vidik, neka drugačna zasnova in pa čim boljša funkcionalnost za gibanje, ne? Hišica družine Pajnik je pravo igrišče v malem. Osrednji prostor se ponaša z veliko plezalno steno, pa visečo mrežo, ki vabita otroke k gibanju in raziskovanju ter krepitvi motoričnih sposobnosti. Prav poseben detajl predstavlja zasnova luči, ki so prav tako postale pripomoček za plezanje. Tako kot številni elementi interjerja so tudi te plod Markovih idej in pridnih rok. Svoj pečat pa je pustila tudi Katja. Zanimiv koncept sedežne garniture v osrednjem prostoru je namreč nastal po njeni zaslugi. Sedežna garnitura je prilagojena aktivnemu družinskemu slogu, saj poleg druženja omogoča tudi mehko podlago pod plezalno steno, primerno tudi za telovadbo. Potem je s tem prežeta cela družina, saj je v resnici cela vajina hiša, sploh tale osrednji prostor, je neke vrste gibalnica, je plezalna stena. Ja, fajn je, da ni ovir, ne? Da se ne jeziš na otroke, zakaj tekajo po hiši, da mora biti pri miru, da mora biti za mizo, nimamo televizije, zato da lahko otroci skačejo levo, desno, imajo žoge in tako in tudi plezajo čim več, kar je v tej fazi za otroka najbolj pomembno. Se rajši grejemo ob kaminu in opazujemo ogenj, ne? Čeprav to se sliši zdaj tako ful romantično, ne? Smo tudi mi kaj na telefonu, ne? Da ne bo pomote, ne? Kakšno risanko pogledati. Ja, tudi kakšno risanko. Ampak ja, načeloma pa nismo hoteli dnevnega prostora zasnovati, da je klasično televizija in na drugi strani, ne? Da je televizija oltar. To razumem, ne? Saj jaz imam tudi zelo rad gibalne izzive, sem ta prvi na plezalni steni, sam, a veš, kje boš pa pol oddajo ambienti pogledati, če ne? Sej to sem bil takoj karan prej, ne? Tako da, ja, pogledamo kakšen odsek na socialnih medijih, tako da vas tam bolj sledimo, no. Evo.